Tudi letos ste vodja projekta Okusov Radolce in koliko let se že predstavljajo pod blagovno znamko Okusi Radolce? Ja, Okusi Radolce trajajo letos sedmič, potekajo sedmič in sicer letos imamo vključenih 9 gostiln, od tega sta 2 novi, zaradi organizacijskih pa menjav lastništva nista več v skupini restauracija Lamberg in pa Joštov hram. Zaradi menjave lastništva. Imamo pa na novo restauracijo Center iz Lesc in pa restauracijo Tabor iz Podbrezij. Tako da je 9 gostiln. Letošnja tema Okusov Radolce je bogastvo gozda, tako da boste na krožnikih lahko okušali dobrote iz gozda, zelišča. Tako kot vsako leto tudi letos nagradna igra, zbiranje štampiljk. Tako je, v vseh restauracijah lahko dobite žig na kartonček, recimo rečete za kartonček, ker vam bodo dali potem žig in če zberete 5 žigov, sodelujete v nagradni igri na zaključnem dogodku, ki bo 1. decembra na Linhartovem trgu. Hkrati pa vsi, ki boste zbrali 5 žigov, dobite 2 bona za hrano na zaključnem dogodku. Kakšna je letos cena celotnega menija? Letošnji meniji so na voljo po enotni ceni 19 € v vseh 9 restauracijah, tako da res boste lahko okušali med raznovrstnimi meniji, ki pa jih najdete na naši spletni strani www.radolca.si. In kdaj bo zaključna prireditev? Zaključni dogodek s prižigom luči bo 1. decembra, v nedeljo na Linhartovem trgu, takrat pride spet vseh 9 gostiln s street food ponudbo. Hkrati pa bomo pripravili še zanimiv program, prižig luč Čupakabra, otroške delavnice, koncert, avtomobili in še veliko zanimivega. In takrat se zagotovo spet vidimo. Zagotovo, ker to je uvod v december v Radovljici. Vi ste letos gostitelj otvoritvene večerje in kakšen bo meni? Meni bo zelo raznolik gozdni, se pravi, letos smo se usmerili na gozd. Je tema menija, se pravi srna pa smreka bo za predjed, želodova juha bo za juho, gobe z jajci bojo za toplo predjed, potem imamo pa jelene smo jagali, tako da smo naredili jelenov sambuko, pa gozdne skrivnosti sladico. In kaj boste potem postregli v mesecu novembru? Mi bomo pa v mesecu novembru postregli isto jelena v sambuko, pa file orade, pa domačo zelenavo, pa bučne vlivance. Po meniju boste imeli na vsak dan? Vsak dan smo pripravljeni za vse goste, ki pridejo ob rezervacijah. Koliko menijev pa bo na dnevnem redu? 2 menija sta vedno na dnevnem redu. In potrebne so rezervacije? Zaželene so rezervacije, tako je. Koliko oseb lahko sprejmete v tej restauraciji? Sprejmemo lahko 60 oseb. Kaj pričakujete od nocojšnjega večera? Da bojo gosti zadovoljni, pa da se nam bojo spet nazaj, da se nam bojo vračali tako, kot se že skozi vračajo. S čim se vi predstavljate na vaši stojnici? Mi imamo danes mariniranega brancina v belem vinu, žafranu, pa gomoljna zelenjava, povrhu pa en tak žele Vladimiri. Tudi letos pristopili k Okusom Radolce? Ja, mi smo letos prvič del Okusov Radolce. In kaj boste potem postregli v mesecu novembru? V mesecu novembru imamo morski meni, ker smo mi morska restauracija. Imamo škampovo juho, škarpenin namaz, file divje ribe in pa sladica. Kakšna bo sladica? Sladica je pomarančna tortica s kostanjevo čokoladno kremo. Pa vino? Vino bomo imeli tudi zraven vinsko spremljavo. V bistvu bo penina, Isteničeva penina kot aperitiv, potem bo pa reja malvazija in pa rebula od Bizjaka spremljala naprej. Ustavila sva se na stojnici pri gospe Bojani Pipan, ki prihaja iz Zasipa in sicer pri vas res dobro diši po štruklih. Kakšne štrukle imate? Prgine štrukle, to so štrukli iz tepk in vse telo, kar vidite tukaj, to je vse narejeno iz tepk, posušenih tepk, ki se jim reče potem, ki so takale prga in z tega delamo vse te izdelke in štrukle in palačinke z marmelado prgino delamo, potem te navihančke, kruh prgovc tudi delamo, potem potičko prgino, potem so teli mošnički, ki so s klobaso tudi in prgo, potem te prijatelje tudi s prgo, vse, kar vidite tukaj, vse se dela to s prgo. Dolgo kuhate te odlične slastne štrukle? 5 let siguren že, ja, samo da smo prej bolj doma bili, zdaj pa smo majhen šli že okrog, so nas pa že spoznali tudi drugje, ja, tako da. Kuhate tudi še kakšne druge?
Da zelo veliko jedi kuhamo. Se pravi, potičko, močničke, navihančke, s sadjem tudi z drugim so tukaj, potem je prgovce, je kruh, štrukle smo rekli, palačinko z marmelado, marmelado delamo sami, potem fižolov namaz, potem delamo ohrovtove zvitke, no potem smo napisali tudi tole knjigico, ki je naša kulturna dediščina, ki vse pove, v 3 jezikih je, ki pove vse od tepke, ki se rodi in kako se pa delajo te izdelki, vse pripoveduje tepka. Kje vas pa lahko najdejo? Mi delamo pod turističnim in kulturnim društvom Zasip. Tako da na tem naslovu nas lahko najdete vedno, pa se lahko... Ste prvič na Okusih Radovljice? Na Okusih Radovljice prvič, smo pa bili na Bledu že velikokrat na Bledu, potem imamo Prgarske dneve, ki so ravno zdaj potekli, smo imeli 3 dni Prgarskih dni, smo bili tudi v festivalni, ki je bil koncert kulturnega društva, tako da smo zelo veliko tudi na terenu, no, da pokažemo naše izdelke, da jih probate, ja. Odlični so. Ja, ne da so. Pa potičko morate še probati, gospa. Imamo pa tudi melisin sirup, tudi domač. Vse delamo, vse domače, ja. V glavnem vse sprge, razen melisin sirup seveda, tako da greh je, da nam ne bi probali. Ali prodajate tudi, kje ta vaš melisin sirup? Melisin sirup bomo začeli prodajati, verjeten. Ja, zato zdaj zaenkrat moramo še počakati za te dovoljene, vse pa to bomo prodajali, tudi to, ja. Zdaj mineva že nekaj mesecev, odkar ste v starem delu mesta Radovljice odprli lekarniški muzej. Tokrat pa ste prvič tudi predstavljate svojo stojnico na Okusih Radovljice. Ja, res je, ja. Bili smo vabljeni tudi na Okuse Radovljice in sicer zato, ker ponujamo aperitive, digestive, potem razne napitke, a ne iz naše, v bistvu to so naši novi izdelki, no, tako da tudi pri večerji bo vključen naš v bistvu aperitiv, to je Hipokratov digestiv, gre za alkoholni zeliščni napitek, pripravljen po starih receptih, ne vključuje 6 zelišč, ki ugodno vplivajo na prebavo, na izločanje prebavnih sokov, spodbujajo tek, celično presnovo, se pravi, da tudi pripomorajo k boljši absorpciji hranilnih snovi, tako da je vključen naš Hipokratov digestiv za dober tek. Letošnja rdeča nit je na stojnici vaši je gozd. In kaj ste pripravili iz gozda? No, predstavljamo v bistvu zaklade slovenskih gozdnih bajeslovnih bitij. Gre za različno kolekcijo mazil, se pravi od mentologa mazila, parfumskih mazil, lesnikovih mazil, se pravi se predstavljajo bitja, kot so lesnik, se pravi drevesni škrat, povodni mož, rusalke, gozdne vile, vodne vile. Na to tematiko imamo potem izdelane mazila in pa razne amulete. No, in zakaj priporočate tale napitek, ki ga držim v roki? Tole je pa eliksir mladosti, zmajeva kri. Gre za ekstrakt v rdečem vinu, v teranu, z dodanimi zelišči, kot so glog, ajda, potem matični mleček, ginko. Gre za tak v bistvu ukrepitveni tonik, poimenovali smo ga pa eliksir mladosti, glede na to, da je le pripravljen v našem lekarniškem in alkimističnem muzeju. Torej ga priporočate za ukrepitev organizma? Tako, za krepitev, tako. Se letos prvič predstavljate na Okusih Radovljice, tukaj v Dragi gotovo prvič, sicer pa kje drugje že? Ne, da letos smo prvič, smo bili povabljeni, prihajamo z Krasa, iz Štanjela, iz Štorij, iz Komna, iz različnih vasi. Nas je tukaj 6 ponudnikov, prišli smo pa z veseljem, smo se odzvali po vabilu Okusom Radovljice. In kaj boste degustirali obiskovalcem? Seveda mimo kraškega pršuta tukaj ne moramo iti, tako da ponujemo pršut pa štruklje. Letošnja glavna vest je kraški šetraj, ker tudi napovedujemo že spomladansko našo akcijo, da vas vabimo na Kras za divje okuse Krasa v spomladanskem času. Zakaj priporočate kraški šetraj?
Vsekakor je dober za prebavo, vendar smo ga uspeli umestiti v čisto vse jedi. Tukaj danes ponujemo štruklje na sladko z aluminijsko skuto in z regačico, kot divji okus krasa. Naprej ima ekološka kmetija, je mladi sir s kraškim šetrajem, tukaj imamo zeliščni liker s kraškim šetrajem, pa še v čaj smo dali kraški šetraj. Kakšna je razlika med kraškim šetrajem in tistim šetrajem, ki raste tukaj na Gorenjskem na vrtu? Bom rekla, verjetno je ista skupina, jaz nisem biolog, da bi razlagala tako vprašanje, vendar naš ta šetraj je samonikelni, raste na gmajni in verjamemo, da je bolj intenzivnejšega okusa. Če pa ne verjamete, vam damo nekaj okoli vrata, da se lahko še fajn sprostite in da vas lepo pogreje. Iz zanesljivih virov sem izvedela, da je kraški šetraj zelo primeren za sladkorne bolnike. Lepo, super, hvala. Tudi mi se še nekaj tukaj naučimo, hvala. Vi prihajate z bohinjskega konca, od kje? Prihajam iz turistične kmetije Gartner v Studorju v Bohinju. Naša družina se v bistvu ukvarja s sirarstvom že kar dobrih skoraj 20 let. In nekaj naših izdelkov smo danes prinesli za poskusiti, med drugim tudi mohant, značilno pikanten sir iz območja Bohinja z označbo porekla, ki ga med drugim uporabljajo tudi v nekaterih jedeh v okviru okusov Radolce. Kakšne vrste sirov pridelujete pri vas? Izdelujemo bohinjski sir, se pravi te velike hlebe, kjer so mogoče malo najbolj podobni ementalcu, potem dimljen sir, mohant in pa nekatere sveže izdelke, kot je maslo, skuta. V zimskem času pa tudi kakšno zaseko naredimo, da je. Kje se sicer predstavljate z vašimi oziroma z vašim sirom? Z našimi izdelki se predstavljamo, se pravi, tedensko v Bohinju, najdete nas doma na kmetiji, v naši trgovini in pa po raznih sejmih in pa dogodkih. Smo manjša sirarna, tako da v trgovinah žal ali pa na srečo ne, nas morate kar najdeti. S čim se letos predstavljate na stojnici Tu, dragi? Tu, dragi, se predstavljamo z postrvjim tatarjem. In kaj združujete pod blagovno znamko Okusov Radolce za vse goste v mesecu novembru, ko vas bodo obiskali? Letos je tema gozd, se pravi, da je pač kar se da največ iz gozda, divjega. No in mi bomo imeli za prvo jed bomo imeli namaz iz črne redkvice, štorokavami in kislico. Za drugo jed bomo imeli šipkovo juho z bučami. Za glavno jed bomo imeli medaljonček z jurčki in pa prsi domačega ažmanovega piščanca v mandljevi omakci, kostanjev štrukelj in pa čemažev krompirček. In samo še kakšno vino sodi zraven, kakšna bo ta vinska karta? Vinska karta bo super, ampak moram povedati še za sladico, ker je zelo zanimiva, to smo pa malo povezali z našo lectarijo in sicer imamo medenjakove palačinke z gozdnim medom. Vinček pa mi prisegamo na domače vinčke, Erzetičove, izbor Erzetičovih vin, kajti Erzetičovi že k lectarju vozijo vino 3 generacije. Verjamem, da bo šlo tole zelo dobro v slast. Ja, bo šlo, hvala.